uspešna. Leta 2004 smo zmagali, leta 2009 pa smo tudi dosegli tretji najboljši rezultat. Tako da pričakujemo, da bomo uspešni tudi na letošnjih evropskih volitvah, imamo dobro kompetentno listo. Zaenkrat še ne vemo, ali bomo imeli skupno listo Slovensko ljudsko stranko ali bomo kandidirali samostojnost. Tako da pogovori še vedno potekajo, v vsakem primeru gre za sorodni stranki, gre za to, da smo oboji člani Evropske ljudske stranke in je pomembno, da dosežemo čim boljši rezultat. Prepričana sem, da dosedanji evropski poslanec je dobro upravljal svoje delo in je to tudi neka referenca za prihodnje. Na lokalnih volitvah seveda želimo izboljšati rezultat. Vesela sem, da je tukajšnji občinski odbor Nove Slovenije Šmarje pri Jelšah postavil nov mlad občinski odbor Nove Slovenije in da se bodo tudi intenzivno pripravljali na lokalne volitve. Zato verjamem, da lahko tudi na tem območju Nova Slovenija dobi kakšnega svetnika več kot do sedaj. Velik problem Slovenije je trenutno velika zadolženost. Po drugi strani pa nam ne uspe spodbuditi gospodarstva, da bi imeli nova delovna mesta, da bi zmanjšali število brezposelnih, da bi zaposlili več mladih. Tako da tudi pri dajanju kreditov posojil banke še niso začele opravljati svoje funkcije. Hkrati nas je sedanja vlada obremenila z dodatnimi davki, obremenila je tudi gospodarstvo, zato ne pride do tistega zagona, do katerega bi moralo priti. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je treba davke zmanjšati in to prinaša nov zagon gospodarstva, da je treba zmanjšati izdatke države, imamo preveč razbohoteno javno upravo, torej zmanjšati moramo stroške države in hkrati izpeljati tudi privatizacijo oziroma dobiti odgovorne lastnike podjetij. Za državo je namreč pomembno, da imamo čim več dobro delujočih podjetij, ki plačujejo davke, ki imajo ustrezno število zaposlenih, torej da se zmanjša s tem tudi brezposelnost in pa hkrati, da država vzpostavlja ugodno okolje, da dobimo investitorje in pa da gospodarstvo lahko čim bolje opravlja svojo funkcijo. S pretiranimi davki, s povečevanjem davkov, še posebej v času krize, pa zagotovo ne moremo spodbuditi gospodarske rasti, kvečjemu se razmere lahko samo slabšajo. Zato Nova Slovenija pripravlja tudi temeljit program, gospodarski program, ki bo sinhroniziran tudi s programi na področju izobraževanja, na področju dela, kajti prav gospodarsko področje je tisto, ki ga je potrebno okrepiti, ki ga je potrebno temeljito reformirati, potrebno je omogočiti ustanavljanje malih, srednjih podjetij, družinskih podjetij, v tem vidimo prihodnost za naše gospodarstvo in za našo državo. Tako da Nova Slovenija pripravlja temeljite odgovore za prihodnost na vseh področjih.